Majca Strnad-Cizerl je živela v prelomnem času, ko je prepričanje, da so ženske samo za kuho in pospravljanje, izgubljalo veljavo. Bila je izobražena, razgledana, narodno zavedna in ustvarjalna. Svojo temperamentno naravo se je ob prehodu v 20. stoletje med prvimi Slovenkami borila za enakopravnost in pravice žensk, tako v družbenem življenju kot v pedagoškem poklicu, ki ga je opravljala. Svoje ideale, misli, srečo ter ljubezen in bolečino je izražala v svojih pesmih in prispevkih, ki jih je objavljala v slovenskih časopisih in revijah. Rojena je 9. septembra 1872 v Senovici pri Šmarju. O njenem življenju v Šmarju pri Jelšah ne vemo prav veliko. Iz njene pesmi Moja vas pa izvemo, da ji je misel na domači kraj vedno privabila nasmehna lica. Moj dom z imenom se slovitim ne ponaša, a vendar razjasni se vselej moj obraz. Če me kdo po kraju mojem rojstnem vpraša, da lahko mu narišem tebe, moja vas. Besede mi ne zmanjka, saj tvoj čar nebrojen, razvnel mi je srce, da pesmice rodi. A čudno pač, da vsak, ki tam je rojen, in v spriču tvojega krasu še pesnik ni. Med letoma 1887 in 1891 je Marica obiskovala učiteljišče v Ljubljani. Po končanem šolanju se je najprej zaposlila kot učiteljica na dekliški šoli v Šentjurju. Položaj učiteljice takrat ni bil lahek. Za enako delo kot učitelji so učiteljice prejemale nižje plačilo, ob morebitni poroki pa so morale delo prostovoljno odpovedati. Marica je poklic učiteljice kljub temu opravljala z ljubeznijo in predanostjo. Svoje učence je vzgajala v narodnem duhu in jim vcepila ljubezen do slovenskega jezika in domovine. Kako si divna, domovina moja, najgorši cvet slovanskega sveta. Ljubezni vredna si in vredna boja in milosti posebnih iz neba. V vseh mislih mojih ti si sredotočje. Srce je moje skromno tvoja last. Lik materino je srce otročje in tvoja čast je tudi moja čast. Srce in misli in roke ustvaril, le zate, domovina, mi je Bog. Največ pa s pesmijo mi je podaril, slavim naj z njo imeti krog in krog. V prispevkih, ki jih je objavljala v pedagoški reviji Popotnik od leta 1893, se je upirala tedanji konzervativni družbi. Polemizirala je o vzgoji in higieni otrok, o problemu obiskovanja šole pri podeželskih otrocih in o slabem položaju učiteljic. Odločno se je postavila po robu predlogu, da bi imele učiteljice le 80% plače učitelja na enakem delovnem mestu. Skrb za uveljavljanje narodne zavesti in razgledanosti žensk je izražala tudi v prvi slovenski ženski reviji Slovenka, kjer je bila desna roka urednice Marice Nadlišek Bartol. V Slovenki in v Ljubljanskem zvonu pa je objavljala tudi svoje pesmi. V časopisu Slovenski narod je med letoma 1898 in 1900 objavila nekaj potopisov, ki so nastali na potovanjih v Benetke in Rusijo. Z njimi se je poleg Alme Karlin in Luize Pesjak uvrstila med prve slovenske ženske pisateljice potopisov. Svoje pesmi, polemike in potopise je objavljala pod različnimi psevdonimi: Alenka, Šmarska, Marica 2 in Karandaš. Svoboden način življenja in sočuten odnos do ljudi
Marico Strnad-Cizerl umešča med prvo generacijo slovenskih žensk, ki so se s pridobljeno izobrazbo povzpele po družbeni lestvici in se osamosvajale. Svoj ponosen značaj opisuje v pesmi Jaz. Imam navado staro tako. Ne ljubim gladkih srednjih stez. Ne maram gibkih bi in ako. Ni znano mi, kaj je to kes. V sodi svoji poveljujem, ponosen sem ji gospodar. In svojo srečo sama kujem. Čvrst roke moje je udar. Leta 1895 je bila iz Šentjurja premeščena v Slovenske Gorice, najprej na ljudsko šolo pri Sveti Ani, kasneje pa k Svetem Jakobu. Bila je vitka, manjše postave, vesela in živa, da je življenje kar sršelo iz nje, ter polna ljubezni do šolarjev. Tako se je spominja njen nekdanji učenec, dr. Avguštin Resman. Istega leta kot Marica pa je k Svetem Jakobu prišel za župnika Alojz Cizerl. Bil je postaven, nadarjen, pevec in glasbenik, izredno pobožen, pravi asket. Večkrat se je družil z učitelji, igral z njimi šah in hodil na sprehode. Marica pa je bila med vsemi najbolj glasna in razigrana. Še zavedala se nista, kdaj je med njima vzplamtela ljubezen. Ljubezen med učiteljico in kaplanom. Kako nesrečna midva sva, moj ljubček in pa jaz. Srce odtrgal od srca, usode je ukaz. Ljudje med naju deli so, gore, ravni, vode. A če ne vidi ga oko, občuti ga srce. Nista se mogla odreči drug drugemu in kljub vsemu sta imela pravico do skupnega življenja. Ljubezen jima je dajala moč, da sta prenesla moralno zgražanje in zavračanje okolice. Odpotovala sta v tujino. Pot jo je leta 1899 pripeljala v Rusijo, kjer sta prestopila v pravoslavno vero in se poročila. Marica je na Harkovski univerzi opravila izpit za učiteljico nemškega in francoskega jezika ter se zaposlila na gimnaziji v Kiniševu. V zakonu, ki pa ni ostal dolgo srečen, se jima je rodil sin Nikolaj. Edino dete ti, moj sin, deviški moj si lep spomin in mojih starih let si nada, kako imam te rada. Otrok si še in čisto moj, jaz, angel varh, sem verni tvoj. A kmalu iz naročja mame, življenje, sinek, tebe vzame. Življenja naučite svet, le teh ne zabiti besed. Naprej vsakdar po svoji poti in sebe, mene ne sramoti. Že po nekaj letih je Maričinega moža, daleč od rodne dežele, mučilo močno domotožje. Zato sta se leta 1905 mirno razšla in Alojz se je vrnil v domovino. Samotarsko je živel na svojem vinogradniškem posestvu pri Sveti Barbari v Halozah, danes Cirkulane, kjer je leta 1911 umrl. Marica se je s sinom vrnila v domovino leta 1920 in se zaposlila na ljudski šoli pri Sveti Barbari. 5 let kasneje se je zaradi bolezni upokojila. Posestvo v Halozah je prepustila sinu, sama pa se je preselila v Maribor k prijateljici, glasbeni pedagoginji in skladateljici Ervini Ropas, pri kateri je preživela tudi zadnja leta svojega življenja v Novem mestu.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto hrani del zapuščine Marice Strnad-Cizerl. Novo mesto se ponaša z bogato literarno-zgodovinsko podobo, saj so tu živeli in delovali številni pomembni slovenski književniki in tudi z njimi povezane osebe. Od Valentina Vodnika, Janeza Trdine, Prešernove muze Primičeve Julije, do pesnikov Keteja, Mirana Jarca, Severina Šalija in drugih. Med njimi pa je tudi nekoliko manj znana slovenska pesnica, publicistka in učiteljica Marica Strnad-Cizerl, ki je, kot so zapisale nosilke projekta Pozabljena polovica Novega mesta, rušila tradicionalne predstave o družbeni vlogi žensk. Novo mesto je bilo tako rekoč zadnja postaja v njenem nemirnem, razgibanem in seveda tudi težkem življenju. Že upokojena se je leta 1945 Marica, po rodu s Štajerske, kjer je dobršen del svojega življenja kot učiteljica tudi delovala, preselila na Dolenjsko, torej v Novo mesto. K svoji prijateljici, glasbeni pedagoginji in skladateljici Ervini Ropas, ki je izhajala iz znane novomeške glasbene družine. Novo mesto je pravzaprav kraj, kjer je Marica šele v pozni starosti prvič zares počivala, izmučena od življenjskih preizkušenj in tudi bolezni. V zadnjih letih življenja jo je bolezen priklenila bolj na dom in je živela javnosti odmaknjeno življenje. Umrla je 30. decembra 1953 v Novem mestu in je tu tudi pokopana v družinskem grobu Ropasovih. Časnik Dolenjski list je 8. januarja 1954 takole poročal. Na novega leta dan je skromno število znancev in novomeščanov spremilo na šmihelsko pokopališče 82-letno pesnico, vzgojiteljico in nekoč dobro znano javno napredno delavko Marico Strnad-Cizerl. V Novo mesto je bila prišla šele po osvoboditvi in je pri svoji prijateljici Ervini Ropasovi mirno in skrito preživela svoja zadnja leta. Niti večina novomeščanov ni vedela, da živi med nami. Ob odprtem grobu se je od nje poslovil slovenski in novomeški pesnik Severin Šali, ki je orisal njeno življenjsko pot, njen kulturni pomen, zlasti pa njeno borbo za narodnostne in ženske pravice ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, v posebnih zbirkah Boga Komelja, hranimo delno ohranjeno zapuščino te velenadarjene, široko izobražene in temperamentne pisateljice, kot jo je označila njena sodobnica, slovenska pisateljica Minka Govekar. In sicer gre tu za nekaj osebnih dokumentov, preostanek rokopisov njenih člankov, pesmi in proze v slovenskem in nemškem jeziku, nadalje za njeno osebno fototeko in edino pesniško zbirko Rdeči nageljčki, ki je izšla leta 1927. Zapuščino Marice Strnad-Cizerl je novomeški knjižnici znotraj zapuščine svoje sestre Ervine posredovala prav tako glasbeno nadarjena glasbenica Zora Ropas v drugi polovici 20. stoletja. Do danes, ko mineva 150 let od rojstva Marice Strnad-Cizerl, je v Novem mestu njeno ime že skoraj da povsem utonilo v pozabo. Zahvaljujoč projektu Pozabljena polovica Novega mesta, ki predstavlja delo in pomen številnih novomeščank skozi čas,
in oživljanju v knjižnici hranjene njene zapuščine, ki nas vedno znova opominja na njen slovstveni in družbeni prispevek, pa njeno ime zopet postaja prepoznavno tudi v kulturni zgodovini Novega mesta. Svoje pesmi je Marica Strnad Cizelj izdala leta 1927 v zbirki Rdeči nageljčki. Pesem z enakim naslovom pa je posvetila svoji materi. Deklica mlada, ko jutrna rosa, žanje na polju pšeničico. Na licu cvetoji rdeče rože, v srcu pa beli limbarji, po njivi za njo pa rdeči nageljčki. To pa niso rdeči nageljčki, to so kapljice srčne krvi. Tega ni kriv bil srp jeklen, tega je kriv bil ljubček njen. Po cesti je mimo njive šel, dekle za njim je gledala, prst se je droben rezala. V njenem ne preveč srečnem življenju jo je najbolj potrla sinova smrt leta 1949. Pričela je hirati in zadnja 3 leta obnemogla ležala. Umrla je stara 81 let pri svoji prijateljici Ervini Ropasovi v Novem mestu, kjer je tudi pokopana.